Lep pozdrav, spoštovani gledalci. V današnji oddaji Slovenci po svetu bomo objavili pogovor z novim ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdom Žmavcem o njegovih vizijah in konkretnih nalogah pri vodenju Urada za Slovence po svetu in v zamejstvu. V nadaljevanju oddaje pa smo obiskali še sedež Svetovnega slovenskega kongresa, kjer smo se pogovarjali z ustvarjalci knjige o osamosvojitvi Slovenije, ki so jo 8. aprila predstavili javnosti. To je bila tudi priložnost, da spregovorimo o prihajajoči obletnici kongresa, to je 25-letnici njegove ustanovitve v Dragi na Tržaškem. 2 meseca sta minila, odkar je od Tine Komelj prevzel vodenje Urada za Slovence po svetu in v zamejstvu Gorazd Žmavc. V tem času je minister med drugim delom obiskal naše rojake na avstrijskem Koroškem, v Trstu in v Porabju, ki so ga seznanili s svojimi dosežki in tudi težavami. Sicer pa prisluhnimo, kakšna bo njegova vizija vodenja urada. Jaz sem se zavedal, ko sem prevzemal to odgovorno mesto, da gre na eni strani za odgovornost, na drugi strani pa tudi morda za izziv. Zato sem to tudi sprejel. In glede na to, da je prišlo do te političnega soglasja, sem sprejel to odgovornost in kot enakopraven član vlade mislim, da bom verjetno sodeloval pri temah, predvsem tudi razvojnih temah, kjer pa mislim, da Urad za Slovence, za zamejce in Slovence po svetu lahko odigra tudi pomembno vlogo, predvsem kot predhodnica vseh naših aktivnostih, tudi meddržavnih in tudi sicer. Sicer pa moram reči, da vidim predvsem interes in vizijo svojo v tem, da moramo spoštovati vse to, kar je bilo do zdaj narejenega in bom nadaljeval z kontinuiteto. Jaz tudi znotraj urada, ki sem ga prevzel, nisem kaj bistvenega menjal, kar se tiče kadrov in pa služb, ker mislim, da so to odgovorne službe z odgovornimi kadri. Vendar pa mislim, da to kontinuiteto želim predvsem dati poudarek, da bomo nadgradili še tole naše sodelovanje z zamejci in pa Slovenci po svetu, predvsem v tem delu, da so morda nekatere metode in dosedanje sodelovanje vzorci dela starejše generacije morda prišli v fazo, kjer je potrebno dati večji poudarek na prenosu te tradicije in vsega te naše slovenskih korenin na srednjo in mlajšo generacijo. In mislim, da to moramo se zavedati predvsem z tega stališča, ker moramo tem mladim tako zamejci kot mi sami ponujati tudi nove vsebine. Ker mlada generacija ne ostaja na te stari vzorce, ampak išče neko svojo pot in verjetno jim bomo mogli odpirati teme, ki so za njih zanimive, to pa je predvsem izobraževanje. Dvojezičnost, trojezičnost, medmejno to, kar dejansko je naša naloga in funkcija za zavarovanje identitete slovenskega jezika in pa naše kulturne dediščine. V drugem delu pa mislim, da če bodo te otroci z nekim možnostjo tudi šolanja in pa nadaljevali tudi na področju znanosti oziroma medštudijskega sodelovanja, ker jaz mislim, da je to lahko izredno dobra tema, da to mlado generacijo pripeljemo v izmenjavo samih študijskih programov in drugo, da bojo morda tudi delovali potem na področju znanosti in izmenjava projektov na znanosti, to pa tudi potem naprej v gospodarstvo, kar je naša ključna tema tudi v nadaljevanju. Povejte nam, kako bi lahko ocenili vaše 3 obiske, namreč vemo, da ste bili na obisku pri zamejcih na Koroškem, pa tudi v Trstu in nazadnje v Porabju. Kakšen vtis ste dobili? Ja, jaz moram reči, da sem si zadal kot prvo nalogo, da na obiske ne bomo šli spoznavalno, ampak mi prihajamo na obiske dobro organizirani z problematiko, ki je na dnevnem redu in pa tudi z tem, da dejansko dobimo nek posnetek stanja v prvi vrsti, po drugi strani pa morda odpremo tiste teme z tistimi sogovorniki, ker mislimo, da lahko najdemo skupne rešitve. Moram reči, da moji občutki so dobri v tem prvem delu teh obiskov in lahko rečem, v Celovcu smo opravili razgovore z vsemi predsedniki krovnih organizacij, kjer smo videli, da smo lahko poenotili ta naša stališča, kako sodelovati naprej.
Drugo, jaz sem tudi sodeloval na odprtju realne gimnazije v Celovcu skupaj z ministrico za izobraževanje in pa deželnim glavarjem dr. Kajzerom, kar je bilo zelo odmevno, da dejansko predstavniki obeh vlad odpirate te razširjene prostore. In predvsem ta realna gimnazija in ta akademija daje neko bogatstvo tega multietičnosti in jaz mislim, da smo tu na dobri poti. Imel sem pa razgovore tudi z predstavniki znanosti in pa tudi z predstavniki gospodarstva, to so tako imenovane zadruge, obrtne zbornice, ker jaz mislim, da bomo tudi to na tem področju mogli dati še večji poudarek. Kar se tiče Trsta, pa moram reči, da smo šli v projekt, kjer smo se zavedali težav v tem trenutku, ki je nastal z zaprtjem tako imenovane slovenske oziroma bom rekel tržaške knjižnice, knjigarne. Vendar to je bilo predvsem iz razloga poslovnih razlogov in tu je šlo za neko finančno družbo, ki je prišla v težave. Mi smo se odločili, da takoj organiziramo projektni tim, skupaj z Ministrstvom za kulturo, ustanovijo in pa Agencijo za javne knjige pripravimo svoj nov projekt kot osnova za nadaljnje sodelovanje, ki pa ima eno nalogo, da to postavlja kot tako imenovan, da postavljamo to na noge novo tako imenovano knjižno kulturno središče, kjer bi zavarovali kulturni prostor, vsega tega, kar je v kulturnem prostoru ta knjižnica pomenila za Slovence v Italiji. Na drugi strani pa bomo dejavnost vodili na novih osnovah kot podjetniki, z podjetniškim interesom, tudi z nosilci dveh podjetniških organizacij, založniških organizacij v Trstu, vendar jim bomo dali še dodatno in pa novo vsebino. Kar se tiče pa Porabja, pa moram reči, da tudi tukaj da je tu predvsem velik poudarek na šolstvu. Mi smo dogovor imeli z krovnimi organizacijami in pa z šolniki, da dejansko treba več narediti tudi in tudi predstavniki z Ministrstva za šolstvo zraven, več na izobraževanje tudi sedanjih učiteljev, ker je potrebno dvigniti še nivo izobraževanja. Smo pa zaskrbljeni, ker predvsem pretok teh otrok v nadaljevanje v gimnazijo upada. In to pomeni za nas zelo pomemben signal, da moramo dati predvsem poudarek na dodatnem izobraževanju in možnosti, da dejansko predvsem v tem interesu, da pridejo v srednje šole in od tukaj naprej gradimo to naše sodelovanje predvsem z to mlajšo generacijo tudi za naprej. Vemo, da vas in nas čaka srečanje izseljencev in drugih zamejcev ter Slovencev po svetu v Škofji Loki bo tokrat. Ali se kaj tudi na to pripravljate? Slišali smo namreč med našimi izseljenci v prekomorskih deželah, da radi prihajajo, ampak da želijo biti nekje ne v Ljubljani, ampak zunaj nje. In tokrat se je zdaj tudi udejanjilo to. Glejte, to vaše osnovno vprašanje je tudi naš moto. Namreč mi se zavedamo, da smo organizatorji dobrodošli doma. To pomeni, da smo organizatorji dvodnevnega srečanja, kjer prihajajo zamejci in Slovenci po svetu zato, da vidijo Slovenijo. Da vidiš Slovenijo, pa ni pomembno, da si ti v glavnem mestu 3 dni, ampak je pomembno, da verjetno spoznavajo tudi dejansko te naše kraje, ki so pa kulturno-zgodovinski spomeniki in Škofja Loka, Ptuj, Piran, Postojna in tako naprej. To so dejansko možnosti, da jim damo možnost ravno skozi tole, da se srečamo v teh krajih in da so tudi te kraji, manjše občine, tudi so organizatorji. Jasno pa je, da v naslednjem dnevu imamo že srečanje tudi v Ljubljani, ampak to je tako imenovano delovno srečanje, ki se organizira v Državnem zboru. Medtem bo verjetno vsak od Slovencev po svetu in izseljencev obiskal tudi svoj rodni kraj in mi bomo poskrbeli tudi za organizacijo teh potovanj po teh krajih samih Slovencev, tako da se z njimi nekaj dogaja. Mi jim moramo ponuditi dogodke, ne pa kraja, kjer se bomo našli, družili, ker dogodki pomenijo to, da bojo odnesli čim boljši vtis tudi iz Slovenije, ko grejo nazaj domov. Predvsem velik poudarek bomo dali sosednji Hrvaški in pa istočasno tudi vsem republikam bivše Jugoslavije,
Jaz grem na pot menda maja, junija že na 3-4 obiske, to je tam, kjer imamo že kjer pripravljamo te razgovore, ker mislim, da predvsem tukaj je naša naloga, da to je na nek način nek zagon. So pa Slovenci tam, so sposobni Slovenci, ki živijo v teh krajih in mislim tukaj, da imamo pa velike možnosti gospodarske sodelovanja, ker se zelo dobro poznamo, ne, in so tudi naše firme zelo dobro zapisane, tako da evo, ta pot nas še čaka. Sicer pa vam lahko rečem, v drugi polovici leta pa načrtujemo tudi nekatere, ali pa 1 ali 2 obiska tudi v ZDA, prekomorske, v ZDA, Kanado in Brazilijo, ampak ne izletniško, ampak bomo probali pripraviti predvsem v tem smislu, ker tu pa vidimo večji izziv dvostranskega gospodarskega sodelovanja. Kaj lahko naši Slovenci v Ameriki, uspešni Slovenci, uspešni gospodarstveniki, uspešni podjetniki v Sloveniji, v ZDA, Kanadi, Braziliji in tako naredijo tudi za Slovenijo, ker tudi Slovenija je v krizi gospodarski in mislim, da če kdo, potem so lahko Slovenci dobri promotorji tega gospodarstva in se bomo mogli predvsem na področju gospodarstva in turizma čim bolj povezati in koristiti morda to našo infrastrukturo teh bogatih tradicij, na drugi strani pa uspešnih Slovencev, ki morda dvostransko lahko postavljamo te vezi, sicer pa evo, ta pot je pa pred nami v drugi polovici leta. To je tudi temelj gospodarske diplomacije, ki jo tako zagovarja Ministrstvo za zunanje zadeve. To pa je temelj gospodarske diplomacije in moram trdno reči, da smo se z ministrom Erjavcem in z ministrom Dragonjem in jaz dogovorili, da bomo to v nekem trozvočju probali postavljati to gospodarsko diplomacijo na čim bolj poudarjati, ker zmeraj bolj pomembna bo gospodarska diplomacija in gospodarsko sodelovanje tako na enem, drugem in tretjem ministrstvu in tu je naša skupna pot in skupna politika vlade kot celote. Hvala lepa in dosti sreče na tej poti. Hvala lepa vam. V začetku aprila so na Svetovnem slovenskem kongresu v Ljubljani predstavili zlato knjigo o osamosvojitvi Slovenije, Slovenski rojaki v podporo svobodi. Knjiga je nastala po odmevni razstavi na to temo. Kongres je namreč v minulih 20 letih zbral vrsto dokumentov in pričevanj, ki so vezana na pomoč in podporo Slovencev pri osamosvajanju domovine v prekomorskih in evropskih državah. Najprej naj omenim, da sama ideja je v bistvu plod našega predsednika Slovenske konference, gospoda Francija Feltrina. Je pa to nekakšna nadgradnja razstave ob 15. obletnici slovenske osamosvojitve. Takrat smo jo namreč pripravili tudi v bistvu v namenu ob 15. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa z naslovom Rojaki v podporo svobodi. In potem je bilo to izvedeno v tem letu. Kako pa je bilo z gradivom? Vidim, da imate kar obsežne faksimile različnih pomembnih dokumentov iz tistega časa. Ja, zdaj dokumentov je preko 1000, tako da smo mogli narediti zelo ozek izbor le-teh, vseeno je zbornik še vseeno obsežen, obsega preko 300 strani. In v bistvu smo po različnih kanalih iskali vse te dokumente. Največ pa smo se obračali na naše bivše predsednike konferenc po svetu, ki so pač pod okriljem Svetovnega slovenskega kongresa, tako da smo preko teh članov pridobivali različne dokumente. Iz katerih držav je največ gradiva? Največ gradiva je iz Avstralije in Kanade. Precej ga je tudi iz Švedske, Velike Britanije, Nemčije. Ostale države pa so nekoliko manj zastopane, vendarle pa so ravno tako pomembne za tvorbo celotnega mozaika. Slišali smo, ideja se je porodila pri vas. Kako bi lahko zdaj ocenili ta zbornik oziroma to zlato knjigo? Je dosegla svoj namen? Ja, mislim, da je dosegla svoj namen, je pa tako rekoč začetek. Jaz načrtujem in mislim, da bi morali dati še eno knjigo dopolnjeno in z drugimi podatki. Oziroma, moja ideja je, da bi zbrali takrat v drugi knjigi tudi slikovne prispevke in prispevke oseb, pričevanj, tako rekoč, s teksti, ki so jih doživljali takrat.
od tistih udeležencev, ki so bili na ustanovnem zboru 7. in 28. junija 1991 in do tistih, ki so organizirali razne proteste in druge stvari v državah in ki so se osebno ali po telefonu pogovarjali z raznimi predsedniki, s pomembnimi ljudmi v njihovih državah, ki so to veliko prispevali oziroma so bili sploh nek mejnik, da smo bili tako hitro priznani v svetu. Pravzaprav smo lahko slišali v Sydneyju, Melbourneu, v Avstraliji so bili naši izseljenci zelo prizadevni v tistem času. Celo nekateri so rekli, da so bili bolj kot Hrvati takrat. Ja, to je res, to so meni tudi povedali, da so jih bolj, ampak Hrvati so se jim pridružili. Moram pa reči, da ne glede na to, da ni toliko prispevkov nimamo, z Avstralijo imamo zelo veliko, ostalih, Avstralija, Kanada, kar je že kolegica povedala, da tudi ostale države, dežele, v katerih živijo Slovenci, ki niso prispevki tako veliki, ne slikovni, ne teksta, so veliko prispevali. Belgija, recimo, imam v spominu, ko je tam en pokojnih župnikov odpiral vrata, da je naš zunanji minister, takraten doktor Rupel in tudi predsednik takratnega izvršnega sveta, gospod Lojze Peterle, lahko komuniciral z ljudmi, ki smo dobili to priznanje. Oziroma tudi v Ameriki so te vrata odpirali naši Slovenci po svetu. Povejte še to, kakšna bo pot te knjige do naših izseljencev? Ja, pot bo taka, da jih bomo po pošti poslali, tisti, ki bodo prišli letos, jih pričakujemo zelo veliko, ki bomo imeli srečanje v parlamentu in tudi skupno srečanje vseh urada in tudi ostalih organizacij v Škofji Loki in bomo tam tudi te knjige imeli. In mislim, da bodo prišle do njih, kar pa ne, bomo pa po pošti pač se dogovorili. Ker moja želja je tudi pa moja misel, da bi morala v sredi Ljubljane stati neka obeležje, neka skulptura, ki bi pomenila Slovencem v zahvalo za tisti čas. In mislim, da bi Slovenci bili to zelo hvaležni, saj enkrat bi lahko pokazali hvaležnost do njihovega dela. Kakšne misli vas navdajajo ob tej knjigi, ki ste jo skupaj ustvarili? No, ta knjiga je biser, v uvodu sem v bistvu tudi nekaj besed v tem smislu rekel. Biser, se veste, ko pride kamenček v školjko, je to bolečina in biser traja veliko let, da postane lep. In ta želja Slovencev je bila 1000 let, da smo dobili svojo državo in to je zaklad za vse tiste, ki so prispevali. Se veste, da je tukaj zelo veliko zanimivih zgodb in te ljudje so še vedno zaklad naš, tudi danes. Jaz vam povem zgodbo, moj nečak je šel v Kanado, je matematiko končal z odličnim uspehom, tukaj ni dobil službe in je dobil delovno vizo. Pa se je rekel, ima služba, prav ne, bom že najdel. No in sem jaz rekel, mi imamo tam 45 000 Slovencev, bom jaz kontaktiral Svetovni slovenski kongres. A veste, kje zdaj dela? Pri eni familiji, ki je do 6. zjutraj celo noč šivala 3 zastave slovenske in so jih na dan osamosvojitve razobesili v Kanadi. In tista familija dela okna in vrata in on je zdaj programer, se veliko naučil, ga ima radi. To se pravi, še danes so te ljudje naš zaklad, moj nečak se bo veliko naučil in se bo lahko vrnil in ta znanje tukaj v Sloveniji naprej razvijal. Tudi v tej firmi smo bili v Torontu, ko smo jih obiskali, ampak povejte nam, kaj pa nismo še nič govorili o naših zdomcih po Evropi, kako je bilo z njimi takrat? No, zelo aktivni so bili v Nemčiji, no, takrat smo imeli mi tudi kanclerja Kohla, ki nam je bil zelo naklonjen, ampak vedno pomaga, če so državljani tiste države, tudi če ima dvojno državljanstvo, zelo aktivni. In zanimivo je, da naši Slovenci in v Švici, in v Švedski, in Nemčiji, in Avstriji so bili zelo aktivni in so veliko od teh ni imeli niti jugoslovanskega državljanstva, ampak so bili Slovenci, so bili rojeni Slovenci, slovenskih staršev in so zato veliko naredili. In v zuniji, če se dobi skupina ljudi
velika, ki pritiska na politike, to veliko pomeni, ker meni je bivši minister zunanji rekel, Boris, meni so pa zdaj rekli v Senatu pa Kongresu v Ameriki, takrat, ko je bil on ambasador, da vse vzhodnoevropske države, Poljska, Češka, Madžarska, Slovaška in tako naprej, so angažirali na 10.000 ljudi, da so pritiskali, da bojo postali članice NATO, Slovenci se pa nismo organizirali. In sem jaz potem preko Svetovnega slovenskega kongresa to organiziral. Voditelj tega sestanka, kdo bo šel prej v NATO ali ne, je bil senator Vojnović in sem ga jaz... Skrivljenda, ne? Ja, in jaz sem rekel, senator Vojnović, jaz bi rad v imenu vseh 500 000 Slovencev po svetu povedal, da Slovenija želi v NATO, da bo to zelo dobro za to. A boste vi to podprli? Pa je rekel, with all due respect, Mr. Plesković, my mother is Slovenian, of course I will support you. Seveda vas bom podprl, ker je moja mama Slovenka. Čeprav bomo v septembra bolj obširno govorili o jubileju Svetovnega slovenskega kongresa, pa vseeno mogoče nekaj misli o tem, kako gledate na ta res pomemben jubilej. Začelo se je v Dragi, ne? No, začelo se je v Dragi leta 1989, takrat je prva ideja padla in to je potem, to seme je prišlo na plodna tla in leto kasneje je bil Svetovni slovenski kongres uradno ustanovljen in pred par leti smo imeli 20-letnico tukaj v naših prostorih, tam je še plakat, ki smo ga izdali, zato smo imeli krasno proslavo. Ta dvorana je bila čisto polna in naš podpredsednik Stanko Raščan, ki zelo veliko pomaga pri kongresu, je rekel, da za 25-letnico moramo še večjo, pa še lepšo proslavo narediti. Nekateri pravijo, da je Svetovni slovenski kongres doživel svoj vrhunec tam v času osamosvajanja. Kaj vi mislite, kakšna je njegova vloga kasneje in danes? Ne, mi še nismo prišli do vrhunca, vedno rastemo, namreč letos bomo imeli drugo konferenco slovenskih pravnikov na Ustavnem sodišču. To je velika čast za nas in za vse Slovence, ki bi prišli iz Harvarda, Oxforda, Cambridgea, iz najboljših univerz ali iz Nizozemske, ki tam učijo, da bojo povedali, kaj moramo mi še narediti, da bo naš pravni sistem bolje deloval. Potem bomo letos naredili prvo konferenco turizma, ki jo bo sponzoriral gospod Batagel v Postojnski jami. Teh konferenc smo pa naredili že 27 in te so se zelo, ne da so se samo prijele tradicionalno, ampak so koristne, ker se recimo zdravniki in poslovneži povezujejo. Moji sorodniki in drugi slovenski zdravniki, kadar je recimo en unikaten primer, da ga ne znajo rešiti in tudi drugje v svetu ne vejo, kako tazga pacijenta rešiti. Najprej pokličejo slovenske zdravnike v Švico, v Nemčijo, v Ameriko, v Kanado, se posvetijo, oni imajo svoje prijatelje in tako naprej in s tem se stroka povezuje in na to smo zelo ponosni in to bomo še naprej delali. Med rojaki po svetu so bili ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 zelo dejavni izseljenci v Avstraliji. Ob tem velja omeniti dolgoletnega častnega konzula Republike Slovenije v Sydneyju Alfreda Brežnika in zakonca Elico in Vinka Rizmala v Melbourneu. V tistem obdobju, ko je prišlo do osamosvojitve, Elica že kar nekaj let prej delala na SBS radio in tako je pa imela tisto prirojeno žilico, da je hodila delati intervjuje z pomembnimi ljudmi. In takrat je 88. leta sva bila v Ljubljani, ko so ravno četvorico zaprli in smo tako delali, je naredila prve intervjuje z Bošnerom Janšo, Bavčar je bil tudi vpleten takrat precej in tako dalje. Tako da takrat se je to začelo, ta naša aktivnost in seveda potem smo pa bila vedno v upravnem odboru Narodnega sveta, kateri je bil del Avstralske konference in Svetovnega kongresa v tistih časih, pač kot na funkciji tajnika ali tako dalje, je pa vse šlo več ali manj, ker čez teden se tam ni delalo, je šlo vse skozi najno pisarno tukaj, ne. Tako tudi tukaj skozi to pisarno, na tej strani smo takrat rihtali, da je prišel Janez Janša, takratni minister za obrambo, je bil častni gost na naši svečani akademiji, ko je Avstralija priznala Slovenijo, ne.
Pomembne so bile tudi demonstracije tukaj v Melbournu. Kako se spominjate tistega dogodka? Ja, je bilo recimo, je klicala Stanka Gregorič Pravinko, Hrvati imajo demonstracije, pa so klicali, če bi prišli. Rekel, seveda bomo šli, ne, in kličem jaz neke predsednike, levo, desno, vsak je imel neki izgovor, malo so se bali, verjetno vsak je imel pač nekšen vzrok, zakaj to nismo silili, je pač stvar odločenja vsakega posameznika, ampak jaz rekel, kako bomo zdaj šli brez vsega. In sem jaz tukaj imel še stare plakate, Sunnyside of the Alp turistične plakate in sem lepo prepisal, zbrisal Jugoslavija in se gor napisal Slovenija, na hrbtno, na čisto stran, pa na veliko Slovenija, Slovenija deserve freedom, pa takve parole, in jih 8 ali nekaj tega sem naredil. In smo pol leteli v mesto, Hrvatov je bilo okoli 6000, na Slovencu pa pol pater Niko je prišel še po maši, pa pelal nekaj vernikov, bolj strajnih, bolj zavednih, ko se niso bali recimo. In ko smo mi tiste plakate nosili po Melbournu, so Hrvati rekli, pa vidi ove Slovence tek počelo več spremni. Seveda pol pa pred parlament hišo v Melbournu smo pa imeli pol, Elica imela govor, jaz sem pa takrat še zapel, da sem malo ganil naše Slovence, malo čez jezero, našo čutno pesem, ne, tako da to so bili prvi vtisi, prvi spomini na tiste čase, ne. Spomini so včasih tudi malce grenki, večkrat, ko se pogovarjamo tudi v Sloveniji z našimi rojaki. Vemo, da ste vi zbirali denar tudi v tistih časih. Kako pa je bilo s tem prispevkom za orožje oziroma za karkoli je že bilo zbrano? No, jaz bi rekel, takrat se je denar zbiral, jaz pri samem, vsak je dal po svojih možnostih, ne. Kar je bilo mene najbolj ganilo, kar mi je ostalo v spominu, ko se spomnim, recimo, ko je prišla stara ženka, starejša, pa je rekla, nimam več kot od moje penzije, ampak $20 za mojo Slovenijo dam. Tisto je bilo meni vredno več kot pa 5000 ali 10 000, ko je kjer dal, ko je imel denarja, še pa še, ne. Ker to je bilo pol tisto, zato smo se pol nekateri res trudili za to, ker smo spoštovali, da razveseliš tiste, kateri nimajo možnosti niti domov pogledati, niti tukaj prej, da smo jim dali lepe trenutke, lepe prireditve in v tem je bil smisel, ne. In ste takrat doživljali Slovenijo v srcu, ko se je dogajala osamosvojitev? Ja, seveda, recimo mi smo v tistih časih, jaz bi rekel, če smo spali 4 ure na dan, smo dosti spali, ker mi smo si porazdelili, ker propaganda je bila velika, obveščalo se je o Sloveniji, dogodki v Jugoslaviji in tako dalje, še pa še. Mi smo to recimo, smo imeli skupino za nadzor, da smo kontrolirali, kaj televizijske in radijske postaje o Sloveniji govorijo. Jaz smo rekli, dobro, Stanka, ti už imela to, Elica, ti už imela to, Vinko, ti už pa za to. In smo v bistvu vsako jutro smo že imeli listo, kateri postaji, radijski ali televizijski, je treba protestno pismo napisati z dejstvi. Ker mi se nismo razburjali, ampak mi smo samo vedno dali argumente, podprli z dokazi in tako dalje, ne. Tako da bi rekel, to je bilo eno zelo aktivno obdobje, zato pravim, da nismo spali skoraj, lahko rečem, med spanjem, med delom smo malo podremali, ne, bi lahko rekel. To nas je pa bila peščica takšnih, dobro, vsak se niti v to ne spušča, niti ni sposoben, recimo, ampak smo bili našpanjeni. Jaz vem, da tu v delavnici sem imel po 2 telefona, enega sem v eni roki, drugega, sam malo počakaj, Avstralci so pa prišli, pa se pa samo zamahnil, preko čaka, beži. Pa so šli, ker niso videli, če se v slovenščini menimo, ne, ker se je klical na vse konce in kraje, se je po Avstraliji, pa Slovenijo, pa tako je to bilo, ne. Tako, to je bila naša oddaja Slovenci po svetu. Hvala za pozornost in nasvidenje prihodnji mesec.